Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala! Vasiljevka Kovač je jesen svojega življenja spremenila v pomlad življenja. Kako, na kakšen način je to uspelo, bo danes delila z vami. Povsem iskreno. Hvaležno pozdravljeni, pred več kot letom dni sem prebrala knjigo Močno me objemi. Izjemna knjiga, ki me je tudi nasmejala, čeprav govori dejansko o vseh teh navezanosti, pa vsemu, kar se dogaja doma za štirimi stenami. Zakaj je nasmejala? Zaradi tega, ker se vse prevečkrat ujamemo v ta vražji ples, predvsem v partnerstvo. Navdušuje me dejstvo, da vam lahko danes povem, da v Sloveniji tudi po tej metodi izvaja vse to naravnost izjemna ženska, ki je svoje življenje predala ravno temu, nabirala znanje z različnih področji na vseh koncih sveta, zdaj pa ga ponuja vsem tistim, ki v Sloveniji iščejo pomoč v partnerskem odnosu, če imajo kakšne družinske izzive in skratka na večjih različnih nivojih. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. V čast mi je, da ste danes z nami. Ta vražji ples sem omenila na začetku, ne? Ja. Ga res plešemo velikokrat, ne? Pa se sploh ne zavedamo. V glavnem ga plešemo, ja, to je problem. Kako izgleda ta vražji ples, ki je kot neka zanka, ne? Ja, v bistvu mi imamo v bistvu smo ves čas v enih odnosih. Ja? In ki se jih ne zavedamo, ne? In v bistvu se potem obnašamo tako, kot nam ti predvsem čustveni odnosi narekujejo. In ko me, na primer, partner, partnerka ali otrok lahko tudi pogleda malo izpod čela ali pa malo nerodno, že se vzbudijo ena čustva, ki povzročijo v bistvu en zadržek, eno zavoro. In pač jaz obrambno obnašam. Kot da bi na tipko pritisnil, ne? Ja, in odreagiram. Odreagiram pač tako, kot znam. Kot je to v moji naravi, v kateri sem, na kakršen način sem se pač branila že v otroštvu in potem kasneje. In tudi zdaj isto naredim. Sicer kot odrasel, ampak v resnici pa odreagiram zelo čustveno, zelo... No, cilj je seveda izhod iz tega vražjega plesa, ne, kot takega. Vi pomagate parom, tudi družinam na zelo različne načine. Ste socialna delavka, pedagoginja, psihoterapevtka, pridobivali ste znanja dejansko res iz različnih koncev sveta, zato da lahko danes pomagate tisti najbolj osnovni celici, gradnici pravzaprav, in to je odnos med partnerjema. Točno tako. V bistvu že v sociali, ko sem iskala vzroke ali pa hotela pomagati, resnično pomagati družini, v bistvu sem vedno prišla do partnerjev, do mame in očeta oziroma partnerjev, ne, ki so naredili eno vzdušje, ki so ga najprej najbrž ko sta bila še zaljubljena in potem, ko je ta družina zrasla. In v bistvu sem vedno ugibala, kaj se dogaja med njima, kaj se jima je zgodilo, da nista več vesela, zadovoljna. Kaj se je zgodilo tudi, da je eno vzdušje v družini tako? Kam je šla vsa kemija? Ja, kam je šla kemija in zakaj se vsi tako tudi v družini včasih počutijo tako neprijetno ali pa jih včasih rečejo terapevti tudi boli želodec ali pa tako nekaj se dogaja, ne. In v bistvu jaz sem pol pustila socialo, sem šla pač v pedagogiko. In potem se skozi življenjske izkušnje, tudi osebne, sem se srečala s psihoterapijo, ki sem jo potem tudi
sem bila zadovoljna, je bila možnost študija na teološki fakulteti in potem sem dobila tudi prakso po usposabljanju, ampak to mi ni bilo dovolj. Potem sem se še na v bistvu doktorski študij usmerila in potem je prišla tudi v Slovenijo v bistvu terapeutka na emocije usmerjene terapije, dr. Sue Johnson, in sem se vključila v to izobraževanje več let in zdaj v bistvu sem se nekako najdla v tej terapiji, v tej smeri terapije. Imate prava orodja, ki dejansko potrebujemo. V bistvu je kar zahtevna so ta orodja, ker to orodja so v bistvu čustva. Zahtevna za vas kot terapevtko ali zahtevna za par, ki vas obišče, ki ima nekaj težav? V bistvu za vse tri. Zame in za par. Ker v bistvu ta zaplet, ki nas potegne, ki par potegne v ta vražji ples, je v bistvu ta vzorec zapleta se mora dotakniti tudi mene. Zato tudi ne moremo tu v hipu napredovati, ampak je potrebno najprej eno varnost zagotoviti, da se par tudi upa, da si prvošči, jaz rečem, da mi v bistvu da mi toliko spoštovanja izkažejo, da jaz vidim, kje se zgodi ta zaplet. In takrat v bistvu potem probam popeljati ta vzorec, najprej ga ozavestiti, najdeti mu ime, zato so besede zelo, zelo pomembne pri odnosih tudi, prave besede pravemu človeku. In potem v bistvu trenira potrpežljivost, partnerska potrpežljivost, da probajo to tudi doma izvesti, kar se na terapiji zgodi. In potem v bistvu lahko napredujemo na globlji nivo. In to je verjetno tisto, kar je najbolj pomembno. Velikokrat, ko berem te vsebine, me res zanima, tudi jaz bi tako, pa imela sem veliko težav na tem področju partnerstva, pa se mi zdi, da sem zdaj res, mi je kar veliko stvari pomagala, tudi ta knjiga Močno me objemi, ampak bi vseeno prišla k vam na individualno. Individualne tudi delate, kaj ne da? Tudi individualne, ja. Velikokrat slišim, da je pravzaprav zmeraj potreben ta prehod oziroma, da je zmeraj treba ta premik nazaj, da se v otroštvu pač zgodijo določene stvari, določene rane, ki jih mi potem celo življenje hočemo na nek način predelati, pa dobimo še takega partnerja, ki nam točno na tiste tipke potiska in greste verjetno velikokrat tudi nazaj, a ne? V bistvu je to v tem procesu na emocije usmerjene terapije po metodi dr. Sue Johnson, v bistvu moramo iti nazaj. In to ponavadi, ko je odnos med nami, terapeutko in parom, varen ali pa individuum, posameznikom. In potem imamo individualno srečanje z vsakim posebej. In v tem srečanju gremo v raziskovanje primarnih odnosov oziroma zapleta mogoče ali pa enih občutij primarnega odnosa. A takrat se tisti vzorci v bistvu izoblikujejo, ki jih potem ponavljamo? Takrat. V bistvu otrok, ki ne govori, ne hodi, v bistvu čuti. Čuti mamo. Čuti mamo v najglobljih, oziroma skrbnico, najglobljih občutih in s tistimi se poveže. Čeprav ni nujno, da je to veselje. In tisto potem išče celo življenje. V bistvu ti odnosi so trajni. Kako pomembno je pravzaprav potem to, kakšen odnos je starš pa dejansko otrok. Se potem tudi verjetno te vzorci ponavljajo z generacijo v generacijo? Tako je, ja. Tudi medgeneracijski so. Zdaj v bistvu na emociji usmerjeni terapiji v bistvu ostajamo v partnerskem zapletu. In zato probamo čim prej najdeti tisti zaplet, da potem partnerja da zdržita. Pa da se lahko osvobodita, ne? Ja, ker partnerski odnosi so, tako kot piše tudi v knjigi Močno me objemi, so tako kot da ti gre za življenje. Ker če ni varnosti v odnosu, čustvenem odnosu, je tako kot da ti grozi pač smrt. Čustvena smrt, ampak to je enako kot če bi te nekdo v bistvu ti stregel po življenju, ne?
Tako občutki so. Gospa Štefanja, a ni zanimivo, recimo velikokrat, včasih sem ne tako komunicirali tudi, ja, ti si to naredil, pa to naredil, pa to si naredil, pa to si naredil. In potem se vprašaš, čakaj, zakaj nisem mogla govoriti samo o svojih občutkih? Ob tem sem se počutila, kot da nisem dovolj vredna, to obtoževanje in vse. Zdaj me pa zanima, govorili ste o navezanosti, se pravi o tisti varni in nevarni navezanosti. Kje je tukaj, nam lahko ponudite to razumevanje, dojemanje, da bomo to lažje razumeli? Tu sta zelo dobro se vidi ta vzorec, tudi lahko na YouTubeu v končni fazi, ker sta John Bowlby in Mary Ainsworth to tudi predstavljala, ker se v bistvu čist majhen otrok, lahko dojenček, lahko nekaj mesečen, enoleten ali pa več let, ampak v bistvu se enako obnaša v varni navezanosti, varni čustveni navezanosti, takrat, ko je mama prisotna, dosegljiva in ljubeča in se vedno vrača in ima eno gotovost, eno varnost. Kakor nek temelj, verjetno, ne? In to je tista čustvena osnova, iz katere pol tudi izhaja ta terapija. Nevarna je pa takrat, ko mama ni, enkrat je prisotna, enkrat ni prisotna, enkrat je čustveno v bistvu prisotna in razpoložljiva, drugič pa za isto stvar ni. In v takem primeru se otrok tudi naveže na to navezanost, se pravi na to vrsto navezanosti. Enkrat ja, enkrat ne. Ja, in je potem tudi tako išče, ta je domača. To imaš občutek, kot da je domača. Zato se v partnerskem odnosu lahko najde takšnega partnerja, ki tudi ni čustveno varno navezan, lahko kontra, lahko drugače, ampak v bistvu tudi ni varen in se potem tukaj povežeta. In tukaj potem nastanejo lahko zapleti, oziroma tukaj nastanejo običajno zapleti v čustvenih odnosih. S kakšnimi izzivi največkrat prihajajo v parih vam? So to kakšne prevare ali kaj podobnega? V bistvu je lahko tudi samo slutnja prevare. Slutnja je že dovolj, da naredi drmr, ne? Tako, tako. To so zelo, spravim, že pogled, že da se drugače začne obnašati partner. To je med partnerjema je taka silna čustvena povezanost, v bistvu življenjska. Ja. Tako in skušaš tam biti varen in če ti nekdo pokaže neko drugo sliko, da te vznemiri v tvojih čustvih, si že... Zgubiš tla pod nogami. Tako, tako. O, wow. Ampak potem se nekaj časa ponavadi prepričuješ, da se ti je malo zmešal, da si nor, pa tako naprej. To je prvi odgovor, naprimer, nekaterega, ker zdaj v partnerskem odnosu se vedno neke vloge izberejo, tako kot govori ta terapija. In sicer eden tako zaradi vznemirjenosti začne bolj pritiskati, je bolj glasen, stalno v bistvu ponuja neke rešitve, drugi se pa umika, oba z istim namenom, v bistvu, da bi zaščitila odnos. V resnici se pa ravno tu dogaja, da se pač drugega priganjata, umikata, priganjata, spet pa umikata. Se mi zdi, da velikokrat, ko pride do težav v partnerskem odnosu, so ženske tiste, ki rečejo, ej, kaj pa če greva na terapijo, moški pa tist, niti slučajno, a ne? Kaj narediti dejansko v tem primeru? Je dovolj, da pride samo en partner vsej, da malo razčisti sabo ali kakorkoli? Za začetek mogoče pač, da se opogumi eden. Ampak jaz imam izkušnjo v zadnjem času, ne dosti let nazaj, ampak da bolj kličejo moški. Večkrat pokličejo, kadar so v stiski, ampak se pa tudi potem kar traja, da se odločijo. Lahko se pa tudi premislijo, ampak pokličejo. Moški pokličejo. Se pravi, če jaz prav razumem, vi z vsemi temi orodji, ki ste jih pridobila, ki ste jih nabrali, ki jih znate uporabljati, predvsem pa vidim, da uporabljate tudi veliko mero intuicije in tiste dušne topline, ugotovite, kje je izvor vsega ostalega, ne ukvarjate se s tem, koliko je on smotan, ko ne daje pokrova dol, ker to je sam simptom, da gre njej na živce, verjetno, ne? Se pravi, poskušate najti vzrok in izvor tega, kje se je v bistvu vse skupaj zakompliciralo in potem naredite to sidro, odvržete ven, zaradi tem, ko jo zavestite in potem skušate neke nove vzorce implementirati, ki so bolj zdravi za oba dva.
Ja, v bistvu kot par, posebno če prideta, ne, to pomeni, da sta v bistvu zgrajene osebnosti in ni nič z njima narobe. Problem je odnos. To je v bistvu kot ena tretja oseba. Odnos dela te zaplete. Vsak posebej se ne ukvarjamo, v bistvu ne glede, kaj se jima je zgodilo. V bistvu sta kompetentne osebe, odrasle osebe. In zmoreta, tukaj se mi zdi meni najbolj zanimivo, da vsak zmore najti svoje potencijale, da stvari spremeni, če je v bistvu partnerski odnos in da je dosti močen še vedno, ne? Da se ni že umaknil partner popolnoma iz plesišča, ne? Da že vedno sedi na plesišču, da noče več se iti tega vražjega plesa, ampak da je sicer težje, ampak ne gre za vsak, da je kdo bolj kriv, manj kriv. Gre za to, da se enostavno poišče zaplet v tem odnosu. Ne? Odnos je kriv, dejansko. Pa se pa razplete, ne? Zato se pa razplete, ker v bistvu potem preko iskanja, preko pogovora najdejo, v bistvu par najde, kaj se jima dogaja in kdaj se jima dogaja in v katerem trenutku in na kaj ju to spominja, oziroma kaj v njiju prebudi tisto v bistvu nevarnost, življenjsko nevarnost, ki izhaja iz nevarne navezanosti. Se pravi, potem se vi za neko obdobje s temi pari srečujete, kaj verjetno tedensko, enkrat na 14 dni? V bistvu, do zdaj sem se tedensko, ampak s supervizorko, ki je iz tujine, no, ker pač pri nas še nimamo supervizije za to smer, v bistvu sva se pogovarjali, da je mogoče na 14 dni boljše, ker se v bistvu par potrebuje, da te vzorce, ki si jih v sami terapiji na novo uči, da jih izproba tudi v partnerskem odnosu, vsej malo, ne, vsej okusi, ker gre za njun odnos, ki bi moral se mičkano, postati varnejši, da si smeta stati iz oči v oči tašna, kot sta res. Se vam zdi veliko, no, se zdaj vemo, ne, ločitve so zelo pogoste v Sloveniji, pa po celem svetu pravzaprav. Se vam zdi, da preden greš v eno tako drastično zadevo, ki bo verjetno za sabo povlekla še otroke in tak naprej, da se greš prej nekaj takega probati? Jaz mislim, da je to v vsakem primeru dobro, tudi če greš potem narazen. Tudi če greš narazen potem? Tudi. Ste že komu rekli, vidva nista za skupaj pejte narazen? Ne, jaz to ne smem reči in tudi to v bistvu vedno je upanje. To ni strokovno in to se ne dela. Terapevt to ne sme narediti, ker v bistvu jaz sem samo tretji človek, ko sem ob njiju. Ker niste na eni in na drugi strani? Ne. In v bistvu samo ona dva lahko popravita odnos. Jaz lahko sem zraven in sem hvaležna in tudi spoštljiva in v bistvu jih zelo cenim, če si upajo ta odnos pred mano v bistvu pokazati vsej globini. Se pravi, neko ogledalo jim kažete? Tudi. S tem, da tudi preoblikujem tudi tista sporočila, ki so lahko... Med vrsticami? Ja, ki v bistvu v resnici so, dej, poglej me, dej, poslušaj me, bodi zame tukaj, zdaj, bodi dosegljiv, ne, a boš tukaj, boš prisoten, če te bom rabila. A me vidiš, tukaj sem. A me vidiš, v bistvu so to klici, apeli, to je klic za varnost, da sem lahko varen v tebi. Gre samo za to, če že prideta, to je izjemen podvig. Če že prideta? Ja. Odlično. Tudi če pokličeta, je že velik premik. Verjetno se preko telefona ne da to vse rešiti, ne? Je treba priti na terapijo. Kje izvajate svoje terapije? V Ljubljani. V Ljubljani? Ja, zdaj v bistvu imam novo prostorsko kolegico, ki je tudi že certificirana in je v Štepanskem naselju. Tako naslov pa bom tudi spremenila. Štefanja v Štepanskem naselju. Tako. To zgolj slučajno. To si bomo zapomnili, zagotovo. Ja. Koliko, vem, da je to zelo odvisno od vsakega posameznika, ampak koliko terapij imate načeloma z ljudmi v nekem povprečju? Verjetno nihče ne pride samo enkrat, ali pač?
Ja, kakšen pride samo enkrat, z željo, da bi še kdaj, ampak mogoče pa mu zadostuje za tisti hip. Ne? Lahko hitro razplete stvari. V bistvu ne vem, če razplete, ampak je zadovoljen. To pa tudi nekaj pomeni. Ne? Absolutno. Drugače pa v bistvu je tako, terapije so, naj bi bile na 3 mesece, če so vsak teden, se pravi 12-krat, lahko pa na 14 dni tudi pol leta, lahko pa tudi 3-krat, lahko manjkrat. Ne? Po meri, skratka. Kot zmore. Ja, vedno pa so odprta vrata za še, za prideti nazaj. Ja. Najlepša hvala za vse, kar ste nam zaupali. Hvala lepa v naši družbi danes, torej gospa Štefanja Jaksetič-Dulc. In kaj naj rečem drugega? Treba je začeti pri tem. To je dejansko tista osnovna celica. In ja, zakaj pa ne? Moram reči, da je tudi meni osebno zelo pomagalo veliko leteh orodij in da ni nič narobe in še kako dobrodošlo, če se tudi sami mogoče prijavite na kakšen pogovor in raziskujete tisto osebo, ki je v vašem življenju najbolj pomembna. In to ste vi sami in potem vaš odnos. Tako da evo, tole se čisto malo pokuha, glih toliko, da česenček zadiši, glih toliko, da malo arome spusti in pol enostavno damo brokoli. Pa ti ga takole narežeš prej? Ja, jaz sem ga drugače že skuhala. Klepet ob kavi omogoča ogled brezplačnih izobraževalnih vsebin. Na spletni strani klepetobkavi.si pa lahko najdete tudi aktualne novice, spletno trgovino preverjenih izdelkov, ki jih priporočajo klepetovi strokovnjaki. Z nakupom le-teh še naprej omogočate brezplačno dostopnost izobraževalnih vsebin. Hvala!